Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 10. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Zakorakali smo torej v drugo četrtino prvenstva. V športnem parku ob Kamniški Bistrici pa se bosta pomerili ekipi domačih Domžal in Primorja. Jasno, zelo pomemben obračun tako za ene kot tudi za druge. Ravbarji lovijo sploh prvo zmago v letošnji sezoni. Na zadnjih 11 prvenstvenih tekmah 3 remiji in 8 porazov. Domžalčani so seveda prikovani na dno prvenstvene lestvice, zgolj točko so osvojili v tem tekmovalnem letu. Tudi nogometaši Primorja pa imajo v svoji drugi sezoni med elito nekaj težav. Trenutno so 8, 2 točki prednosti imajo pred Muro na 9. mestu. Tako da v kontekstu boja za obstanek četa Milana Anželjkovića nikakor ne more biti mirna. Elijan Demirović ima veliko prostora. Elijan Demirović. Nekaj hitrosti mu seveda manjka, da bi lahko v takšnih primerih švignil proti golu. Jermol do strela prek vrat. Nik Jermol, ki vse od avgusta 2018 čaka na svoj drugi gol v prvi ligi. Napaka zdaj Harisa Kadrića, Faje za Luko Kambića. Kambić dirja po desni strani, dobro Kambić, Fogec ga ni dohitel in gol! Gol za Domžale, mislim sicer, da je prišlo do avtogola. Tam je Kahvič do dobro zmedel ajdovske branilce in žoga je švignila za hrbet Denisa Pintola. 27. minuta, Ravbarji so znova prišli do vodilnega zadetka. Kapitulirala je obramba Primorja, tudi na 10. tekmi v tej sezoni ne bo tako imenovanega clean sheeta za Anželjkovićevo četo. Domžalčani pa imajo zdaj prednost enega zadetka, ki jo bodo branili seveda z veliko zagnanostjo. Luka Kambić je tu fantastično krenil po desni strani. Ojoj, Gašper Petek, avtogol na drugi zaporedni tekmi. Se zgodi, kaj reči. Pravzaprav je bil Kamničan dobro postavljen, moral je biti tam, ampak... Dobro, Petek. Murillo, Roger Murillo. Elijan Demirović. Elijan Demirović išče prostor za strel, Bešir iz ozadja, priložnost za ajdovce. Roger Murillo je bil znova dobro postavljen, ni pa prišel do strela. Murillo se potem boril, pa še enkrat Haris Kadrić, Ficko, dobro, Jon Ficko, priložnost za Jona Ficka, to da brani Matičić. Paras, ali bo našel prostor za podajo. Kombinacije Domžal na levi strani, Falou Faye, Rantuša Lamprecht. René Rantuša Lamprecht odločil se za strelu! Kakšen poizkus Renéja Rantuša Lamprechta. Za Kahvič proti Miliću, Nino Milić odločil se za strel. Nekaj težav za Denisa Pintola. Udarec iz kota bo za Domžale. Žogo pelje Bešir, krasna kombinacija, priložnost za Primorje, Murillo, pa ni prišel do strela. René Rantuša Lamprecht v zadnjem trenutku. Dober napad varovancev Milana Anželjkovića. Padel je Žan Bešir in to bo prosti strel ter tudi rumena kazen za Bošnjaka. Tit Zavnik, kmalu sledi torej dvojna zamenjava, Elijan Demirović pa pripravljen za izvedbo. Elijan Demirović mimo vrat. Demirović. Napaka Demirovića in zdaj ogromno prostora za Domžalčane. 3-1 gredo nogometaši rumene družine. Lukanić pelje ta napad, poda proti Fajeju. Kako slabo so tole izpeljali. Krančič, lepo Gal Krančič. Felicios podal na desno, René Hrvatin v kazenski prostor, priložnost za Domžale, vratnica in potem obramba Denisa Pintola. Po super kaosu v 5-metrskem prostoru Primorja. Tekel za hrbet, Zavnik išče prave rešitve, našel je Petka. Gašper Petek, dobra poda, priložnost za Primorje, tudi Rafiju iz ozadja in vendarle v bloku Domžalčani proti Rafijuju.
Vujčić spremlja Nigerica, Iša Krafiju ga je preigral, Iša Krafiju, ostra podaja. Nekaj težav tudi v tem primeru za Matičiča. Krafiju, mislim, da določeno negotovost pri Domžalčanih zdaj lahko zaznamo. Rafiju pred vrata, priložnost za Primorje. Domžalčani uhajajo izpod giljotine. Tonči Žlogar, v 10. krogu je končno prišla ta zmaga, že Benjamin Matičič je dejal, da se precej lažje diha, verjetno ste tudi vi podobnega mnenja. Ja, absolutno sem zelo vesel, da smo uspeli zmagati, čestitam fantom, res so dali vse od sebe, prikazali kvalitetno predstavo, mislim, da je bila tekma dobra, gledljiva, dinamična, oba nasprotnika sta dala vse od sebe. Mogoče smo bili, bom rekel, mi v nekih trenutkih nevarnejši pa zbranejši, ko smo branili rezultat, ampak kot sem dejal fantom tudi že pred tekmo, mi ne smemo spogledati lestvice, mi moramo čim boljše delati, trenirati, ponavljati te predstave, dobro energijo naprej in decembra, ko bo pauza, bomo pogledali, kje smo. Ta zmaga nam pomeni vero v to, da delamo dobro, da smo na pravi poti, ampak od jutri naprej se moramo že fokusirati na Maribor. Omenili ste torej to pravo pot, odkar ste prevzeli Domžale, se zdi, da te igrajo tudi na drugačen način, z drugačnimi idejami, skratka, vaš rokopis je kar izrazit, koliko vam to pomeni? Ja, mislim, sigurno mi pomeni veliko, predvsem pomeni to, da ekipa trenerju sledi. Dosti fantov je že, ki so z mano delali pač pred to spremembo, ki se je zgodila z novimi investitorji, ki so potem pač odšli, tako da tudi novi igralci so kvalitetni, hitro sprejemajo te ideje in tako je potem lažje in sigurno mi moramo pač na tem ustrajati, zbirati točke in bom rekel, mislim, da edina pot je ta agresivnost, trdo delo in na dolgi rok se to potem vedno izplača. In verjetno bo pred odhodom v Ljudski vrt tudi samozavest zdaj na precej višji ravni. Ja, absolutno. Mislim, kakorkoli lažje govoriti, gremo prva tekma, druge četrtine prvenstva, začenjamo znova, ampak rezultati so tisti, ki ti dajejo samozavest, tako predvsem igralcem, ki si potem lahko na igrišču več upajo in sem vesel te zmage, zelo pomembna in nič, gremo dalje. Najlepša hvala. Milan Anđelković, dolgo časa ste danes slovili gol za izenačenje. Haris Dedić je nekako dejal, da je morda razlog za to, da vam ni uspelo slaba realizacija. Kakšno pa je vaše mnenje, vaš pogled? Ja, iskali smo ga, nismo ga dosegali. Mislim, da je predvsem to botroval temu, da smo šli malo slabo v tekmo in pol te to drži in na koncu te ne nagradi. Mislim, da je to ključ današnje tekme. Ostajate torej pri 2 zmagah. Morda vam ne gre tako dobro kot v lanski sezoni, ampak nekako smo se že navadili, da tudi ob kakšnem neuspehu ne delate nobene panike. Verjamem, da bo tako tudi v tem primeru. Ja, mislim, da na koncu smo videli, da so fantje dali vse od sebe. Res nimam nobenemu kaj za reči. Normalno, da smo nezadovoljni, ker smo izgubili. To je proces, ki ga moramo dati čez. To sem že lansko let govoril, mi smo mlada ekipa, nova ekipa, v smislu nova prve lige. Na tem bomo delali, da je karakterno, da se pojačamo in fantje delajo na tem, mi vsi v strokovnem vodstvu delamo in mislim, da bo to čisto v redu. Med polčasom je igrišče zapustil Tilen Klemenčič, je morda razlog poškodba? Ne, menjava je bila taktične narave, dali smo Dedića not, hoteli smo dobiti malo več v napadalnem smislu in taktične narave. Sledi seveda primorski derbi, vaša pričakovanja pred njim? Derbi kot derbi, težka tekma, nam je vsaka ključna, tako da je tudi ta. Dobro se bomo spočili, dobro pripravili na Koper in gremo kakor vsako tekmo na 3 pike. Najlepša hvala.